Dober dan in lepo pozdravljeni na portalu Info 360, sem Suzana Kos. Z menoj pa danes 4 gostje iz politike, sta z nami gospod Janez Cigler Kralj iz stranke Krščanskih demokratov NSi in gospa Andreja Katič, ki je prišla k nam v imenu Socialnih demokratov. Lep pozdrav. Na drugi strani imamo predstavnika stroke. Gospod Marko Jaklič prihaja z Ekonomske fakultete v Ljubljani, gospod Ivan Simič je pa znani strokovnjak za davčno politiko, pa za področje davkov. Začeli pa bomo sicer z nekim splošnim vprašanjem, preden se lotimo vseh teh aktualnih vročih stvari, ki so te dni v zraku in s katerimi se ukvarja javnost in mediji. Vas vprašala naslednje. Ankete, za vse vprašanje. Ankete kažejo, da bi bil rezultat, tudi če bi šli še enkrat na volitve, pravzaprav enak. Torej, bo treba v politiki sodelovati za dobro Slovenije. Za zdaj sicer kaže, da ste se na levi in na desni postavili na okope in da niste sposobni sodelovanja niti podpreti recimo kakšnih dobrih predlogov nasprotne strani. Pa bi vas vprašala, je napačna presoja, da gre v bistvu v slovenski politiki zdaj že za osebne antipatije in zamere, tudi za demonizacijo v bistvu Janeza Janše in sploh ne gre več za vsebino. Ker rekla bi, da je za državljane pomembno predvsem kaj in kdaj bo narejeno, ne pa kdo bo to predlagal. Gospa Katič. Ja, en lep pozdrav vsem skupaj še enkrat. Zdaj, jaz ne bi rekla, da je že smatrati, da ne bi ne na levi ali na desni strani ali v sredini podprli kakršnikoli dobrih predlogov. Pravzaprav smo se v petek konstituirali, danes je sreda. Res je, da imamo že, mislim, da najmanj 12 zakonov, nekih predlogov za parlamentarno proceduro vloženih, za parlamentarno preiskavo, tako da je potrebno enostavno pogledati, kaj so dobri predlogi, se pogovoriti. Pričakujem pa, kar so povedali volivci, nam nakazali, da se bomo sposobni bolj pogovarjati in bolj iskati dobre rešitve za dobrobit Slovenk in Slovencev. Čeprav v zadnje dni ne izgleda tako, ne? Že vsa ta čustva, ki prihajajo na plano, so pravzaprav rekla pretirana, vsaj po mojem mnenju. Gospod Cigler Kralj. Ja, v NSi SLS Fokusu smo pravzaprav že pred volitvami dokazali, da smo sposobni sodelovati, tako da tu se ne bi strinjal z vašo tezo. In tudi sedaj nadaljujemo, ne nazadnje je Jernej Vrtovec en generator sodelovanja tudi širše, z demokrati, z resnico. In tu na nek način se ustvarja ena gravitacijska sila, ki lahko preseka ta, bomo rekli, to pad pozicijo, v kateri smo se znašli in ravno, kot ste rekli, si je za platformo ta trojček, ki se zdaj širše usklajuje, izbral vsebino. Torej, odpravo krivic in odpravo diskriminacij, ki jih je povzročila Golobova vlada. Problem pa je, da se Robert Golob obnaša kot Donald Trump. On ruši vse z ideološkim bojem, v bistvu ljudi deli in on je odgovoren za to, da je slovenski narod zgodovinsko, mislim, da v desetletjih zdaj trenutno najbolj razdeljen. Ampak jaz trdim, da lahko Jernej Vrtovec in naš trojček NSi SLS Fokus skupaj z tem trojčkom Demokrati Resnica preseže to pad pozicijo. Mislim, da nam bo to tudi uspelo. Mogoče me niste dobro poslušali, govorila sem o razdelitvi na levi in desni pol, nisem oporekala temu, da bi se bili na vaši politični strani ne bili sposobni dogovoriti, ampak mandat, ki se je zdaj končal z volitvami, kaže, da v bistvu, recimo en takšen primer je vaš predlog o znižanju DDV na osnovne dobrine, ki ste ga predlagali, pa ga je zdaj napovedala v bistvu odhajajoča ministrica, medtem ko so ga prej zavračali. O tem govorim. No, to je pa res še en znak trumpizma v Svobodi in pri Robertu Golobu. Mi smo to že, mislim, da 2-3 mesece nazaj predlagali, če ne še celo tam pred novim letom. Naša kolegica, bivša kolegica Vida Čadonič Špelič je bila nosilka tega zakona, dobro smo ga utemeljili, mislim, da vse sosednje ali pa skoraj vse sosednje države to imajo in sploh upoštevajoč draginjo in zaostrene razmere, pa še to, da nekako se pričakuje, da se bo hrana in ta osnovna živila še dražila, je pravzaprav nespodobno, da zdajle oni to predlagajo, ne? V posmeh
lahko rečem, prizadevanjem naše poslanske skupine, da bi presegli te delitve. Ne. Torej, vemo ali pa vidimo, čutimo, odkot prihaja ta poskus ločevanja levega pa desnega pola. Mi mislim, da znamo to tudi preseči. Gospod Katič, kaj zdaj s tem Trumpom v slovenski politiki? Malo se nasmiham, zaradi tega, ker Robert Golob, koliko se jaz spomnim, je zadnje 4 leta bolj aktiven v politiki, tako da bi težko rekla, da je zadnjih 10 in še več let, tako kot je kolega dejal, delil slovensko javnost. Jaz mislim, da je to bolj na kateri drugi strani. Zagotovo pa je potrebno, kar nam so ljudje povedali, vse se za mizo in se pogovarjati in iskati najboljše rešitve. Veliko krat v preteklosti temu ni bilo tako, tudi znotraj koalicije ne, in upam, da so nam ljudje, volivke in volivci dali zdaj jasno nalogo. Ja, potrebno se vse pogovarjati in iskati najboljše rešitve. Kolegica Katič je še najmanj odgovorna za to delitev, drugače pa nisem rekel, tudi če sem rekel, je bila napaka, ampak mislim, da bi on že več kot 10 let je on delil. Torej, on osebno deli zadnja 4 leta, tako je začel svoj mandat na sovraštvu do desnega pola, z levim populizmom in demagogijo, on v bistvu samo še zaostruje to delitev med levimi pa desnimi. No, vidva gledate politiko od zunaj ali je ne morete gledati več, ker potem, kar se dogaja, je v bistvu težko prenašati pač te prepire v politiki. Gospod Jaklič. Ja, jaz jo zelo malo gledam v korist mojega miru. Strokovno seveda spremljam te politične peripetije, pa ne. Ampak če smem malo tako čisto oseben komentar, ko sem pa kljub samo, preden sem šel na volitve, pogledal programe, gotovo kar precej vsebinskih sem jih našel tako na desni in tudi na levi. In sem imel kar precejšnje težave, se odločiti, koga oziroma katero stranko bom volil, ker če bi samo vsebino gledal, sem bil zelo razdvojen, levo in desno. A vas lahko vprašam, ste prebrali tudi program Gibanja Svoboda, ker kolikor vem, ga ni bilo? Nič nisem prebral. Samo poslušal sem, kar so povedali. Gospod Simič. Ne boš biti tih. Ne vem, jaz sem vas vprašala za mnenje, če ste sposobni še prenašati to razdeljenost v Sloveniji. Torej, to razdeljenost, do katere je prišlo predvsem, bom rekel, v zadnjih 4 letih in pred temi volitvami in tudi po volitvah, ko vidimo, da pač se nekdo odloči, da ne bo komuniciral z nekom drugim, ni neki vzorčni model neke politike, če želiš govoriti in potem tudi sodelovati, kajti politika bo morala sodelovati, ampak to smo že videli leta 2022, ko je, bom rekel, ta vlada še obstoječa prevzela vodenje, odpravila vse dobre davčne zakone, zdaj govorimo o davčnem področju, ki smo jih takrat sprejeli, sedaj počasi jih vrača nazaj, ker je videla, da je naredila napako. Tudi to znižanje DDV, ki so ga predlagali, bom rekel, ta trojček, je pač pozitiven, če govorijo bolj v nekem psihološkem vidiku za državljane, čeprav če greš računati tukaj kakšnih velikih, bom rekel, pomoči ne bo, ker ti trgovci vemo, da cene hitro prilagajajo in se tiste razlike hitro izgubijo, lahko grejo dol. Tako da jaz sem pričakoval več, bom rekel, fair playa, v teh volitvah tega fair playa ni bilo, pogovarjali so se vsem drugim, samo vsebini ne, tako da je bilo prav smešno, glede na to, da sem že lani februarja pripravil eno davčno reformo, da se nihče ni znal, razen normalno Nova Slovenija, Resnica, ki so pripravili pač nekaj malega na področju davkov in da grejo v znižanju davkov, ker spravim, da je to edino pravilno, vse drugo je bilo pa samo eno prerekanje in kreganje in zato je bolj, da to ne gledamo, če hočemo biti še naprej zraven. Gospod Jaklič. Ja, mogoče na temo, ker je bilo izpostavljeno tudi z vaše strani. To je na nek način kar nevarna zgodba, zaradi tega, ker približno 40% proračunskih prilivov je iz DDV-ja. In tu seveda igrati se s tem ima lahko seveda kar precej hitro velike posledice. Vplivi so pa tako, kot je rekel kolega Simič, študije kažejo, da nekje 60-70% dejansko koristi potrošnikom, ostalo pa dobičkom podjetij. Vpliv na znižanje inflacije, ali pa vsaj teh inflacijskih pričakovanj, en manjši je, če mislimo, da bomo z DDV in znižanjem DDV-ja socialni korektiv izvajali to slab, ker je vse splošen, ni targetiran. Tako da je treba pogledati, zakaj... davčna politika ne bi bila, socialna politika, to so pač druge. Pa je, se imamo vse, se imamo tudi dohodninske razrede in tako naprej, vse posod je socialna zgodba pri nas, če bi imeli univerzalne davčne stopnje, enotne, pa je to drugo, ampak ni, se pravi, je tudi ta korektiv socialni, vsaka politika je taka, razen, DDV nima tega elementa socialnega, to gotovo. Tako da
Pri DDV-ju sem jaz zelo rezerviran, to če bi pogledali malo mednarodne primerjave, okoli nas smo tam nekje, ne izstopamo ne gor, ne dol. Za majhne države bi lahko rekli, če imamo previsoke stopne, grejo ljudje čez mejo ali kot turisti ali po trgovinah, ampak vsega tega ni tako zelo izrazitega, tako da jaz to ne vidim, oziroma so nevaren ukrep, ker zna zelo znižati prihodke v proračun. Lahko glede davčne stopnje še nekaj rečem. Ženski forum socialnih demokratov je pred leti predlagal znižanje davčne stopnje za menstrualne pripomočke. Takrat smo se zelo povezali tudi z nevladnimi organizacijami, da so potem sledili temu, kaj se je dogajalo tudi na trgovskih policah. In kakršnekoli ukrepe bomo imeli in morali bomo imeti v prihodnosti, je dobro, da sledimo tudi povezavi z drugimi državami, predvsem pa, če se uvede en tak ukrep, da je res dober nadzor, kajti nenazadnje lahko pomeni to manjši priliv v blagajno države, ker se prelevi v ceno in imajo na koncu profit samo tisti, ki to prodajajo. Vse o davke bomo še podrobneje govorili, gospod Cigler. Morda kratek odziv, zdaj ob situaciji, da imamo mi v zadnjih 4 letih za ene jesenice, okrog 22,000 več ljudi pod pragom tveganja revščine, skupaj že 300,000. In čez 300,000, krepko čez 300,000 na meji socialne izključenosti, se nam zdi, da bi bil ta ukrep znižane stopnje DDV na osnovnih 15 živil. Vse smo zelo decidirano predstavili seznam, katera živila. Veliko je bilo moških izdelkov, je bilo malo smešno. Mislim, moka ni moških izdelkov, pa mleko tudi ne. Moški parfum, se mi zdi, da kondomi. Osnovne stvari, ki kondomi. Mislim, da je pisalo tudi. To pa ni osnovno živilo, to sploh ni živilo. Ste mogoče kakšen fake news? Ne, zakonu sem brala, nimam ga noben sabo. Kolikor jaz vem, je 15 osnovnih živil, gospa Vida Čarvič-Pelič je naredila ta seznam. Težk, da bi moški parfum pa kondomi noter prišli, lahko pogledala, ampak kakorkoli. Avstrija to ima, Italija to ima in tako naprej. Drugač pa bi na odziv na dr. Jakliča bi rekel, da ni res. Hodijo ne samo ob meji, ampak jaz vem za ljudi, ki hodijo iz Ljubljane po špežo v Italijo. To, kar smo včasih delali Korošci, smo se iz Dravograda izravno na Koroškem, smo se gor vozili, pa se bojo zdaj spet. Ampak ne zaradi DDV-ja. V redu, lahko da ne zaradi DDV-ja. Cene se nižje 30-40%, to so delali. Veliko so odgovorili tudi trgovci, to je res. To je res. Še eno vprašanje za politično stran našega omizja. Gospod Katič, z reakcijami, ki sem že omenila, meni ste se zdele pretirane reakcije, zelo čustvene po izvolitvi Zorana Stevanovića za predsednika Državnega zbora, se mi zdi, da je leva stran podrla mostove do resnice in tudi do nasilja. Ampak bolj me zanima nekaj drugega. Pogovarjala sem se s predstavniki tako krščanskih demokratov, kot tudi demokratov, in se mi zdijo stvari, ki se dogajajo v ozadju s temi ponudbami. Kaj vse bi dobila NSI, če bi prestopila v koalicijo in omogočila nadaljevanje vlade Roberta Goloba. In tudi recimo poteza, da je prišlo direktno vabilo gospodu Franciju Križanu za to, da bi sprejel predsedovanje Državnega zbora, njemu osebno, ne pa recimo, da bi prišlo uradna ideja ali karkoli do predsednika stranke, gospoda Logarja, ali do organov stranke. Je SD sodelovala v tej umazani trgovini? Zdaj sem glih mislila komentirati, da bi morali imeti tukaj predstavnika Gibanja Svoboda, kajti Robert Golob je bil tisti, ki je bil zmagovalec na volitvah in ki se mu pritiče, da tudi vodi na nek način pogovore. Tako da socialni demokrati smo bili povabljeni tako kot vsi ostali. Sama sem se udeležila enega sodelovanja, ki bi nadgradili ukrepe za preprečevanje gospodarske kriminalitete in korupcije. Zakaj več bi pa težko komentirala. Sem prebrala tisto. Skratka, vi niste bili seznanjeni z ničemer vas gospod Golob to, kar se sedaj pojavlja v javnosti, kaj govorijo, kako so potekale, katere ponudbe, smo mi s tem seznanjeni z javnosti. Recimo, če bi bila jaz članica SD, bi bilo zelo užaljena glede na to, dokot je SD gospod Golob spustil v času koalicije in kaj se ponuja NSI. Gospod Cigler Kralj. Mi smo tako resna stranka, da tako užaljenosti si niti ne privoščimo. Gospod Cigler Kralj, ste si v trojčku izmenjali kakšne informacije o tem, kaj se dogaja? Seveda smo se izmenjali, saj je sam Zoran Stevanović dobro opisal, kako je stvar šla in ta
bomo rekli, užaljenost in prav nizkotna, taka mal pritlehna napadalnost, predvsem strani Gibanja Svoboda, da se razumemo, moramo tu povedati, da je Matjaž Han iz SD-ja zelo korektno in kot izkušen dolgoletni karierni politik zelo zrelo reagiral, rekel je, prešteli smo se, oni preštejejo dlje, mi preštejemo ne tako daleč in je tudi sprejel to zrelo in odgovorno, medtem ko v Gibanju Svoboda si najprej niso mogli opomoči od šoka. Vam povem, da v petek je bilo zelo zanimivo v parlamentu gledati te face in poslušati ta gnev in napadalnost in tako naprej. Pa je pa Zoran Stevanović v bistvu, mislim, da že v ponedeljek sam povedal, kako je to bilo. Ne? Če bi šel z njimi, bi bil kralj, ne, ljudskih src, zdaj naj bi bil pa prevarant. Ampak to si lahko gledalke in gledalci sami pravzaprav ustvarijo mnenje. Jaz mislim, da ljudje niso neumni. Ne? V politiki pa, lejte, nekdo, ki ne zmore sestaviti 46, pa bo zdaj govoril, da ker nekdo drug pa to zmore ali pa zna, je pa zdaj prevarant, čakajte malo. No. Pač v Sloveniji se ve, da je sistem tak, da ni zmagovalec, relativni zmagovalec volitev. V redu, morda ima to prednost, da pač prvi poskusi, kar je korektno in tudi mislim, da ima Robert Golob to možnost, ampak da bi pa pol bil užaljen pa rekel, da je prevara in vsemi sredstvi bomo to probali preprečiti, to gre pa že spet v smer Donalda Trumpa in jaz že od nekdaj trdim, pred pol leta, mislim, da sem ravno pri vas dal tezo, tu smo bili za Mejro Hot, pa ne vem, kdo je še bil v omizju, mislim, da tudi dr. Tajnikar, pa ne vem, sem jaz dal tezo, da je Robert Golob slovenski Donald Trump in vedno bolj se ta teza potrjuje. No, naj povem, da smo povabili predstavnike Gibanja Svoboda, ampak oni izbirajo, bi rekla tako, bolj prijazne medije do njih ali pa tiste, ki jih obvladujejo. Oni trenutno izbirajo samo svoj mobitel pa nadzorovane okoliščine, kjer snemajo video v nadzorovanih okoliščinah, pa jih pol plasirajo. Ne, in na levi in na desni bomo se morali lepo začeti pogovarjati. Mogoče več diplomatskega jezika, pa bo nam šlo tudi bolje. Tako je, se strinjam. Bi mogoče zdaj rekli kaj konkretnega o predlogu, ki ste ga pripravili v tako imenovanem tretjem bloku. Gre za interventni zakon za razvoj Slovenije. Pa me zanima, kako ocenjujete, jaz predvidevam, da ste vsi prebrali ta predlog ali pa brali o tem, kar so pisali mediji o tem predlogu. Nekateri so se že začeli križati, da ta interventni zakon predstavljajo ogromne posledice za javne finance, velik potres v proračunu. Pa bom najprej, gospod Jaklič, vas vprašala, ste vi pogledali ta zakon, kaj mislite o njem? Ja, predlog sem pogledal. Lejte, tako tudi študentom razlagam, vsaka dejanska ekonomija je politična ekonomija. To pomeni, da se skozi nek političen proces in pa nas je še vedno demokracija, na nek način določene vrednote pretvarjajo tudi v ekonomske odločitve. Ne. Po svetu poznamo zelo različne davčne sisteme, ne, in na nek način izražajo, rečemo, voljo ljudstva tam, ne, in pa nas je podobno. Ne. Zdaj, ta predlog, seveda, na prvo žogo, na to ste tudi mečkan namignali, ne bi neko veliko luknjo prinesel javni proračun, če tam začnem, preden začnem a je pravičen ali ne, to prepuščam drugim, bolj politikom, ampak proračunska luknja je tako mečkan pikro, cinično prejšnji vladi, ne, je samo za božičnico naredila 500 milijonsko luknjo v proračun, ne, ki je čist nepotrebna zgodba bila v tej zgodbi. Ne? Se pravi, brez, če me ne vprašate, kakršnega koli razvojnega potenciala, ja, malo povečano potrošnjo, kratkoročno, ampak to je pa tudi vse. Ne? Zdaj, če sem prav bral, tu so ocene vplivov, ta opcija, ki je predlagala, to spremem govori približno 300 in še nekaj milijonih, finančni minister o milijardi. Jaz mislim, da on gleda zelo statično, ta opcija pa mečkam bolj dinamično, ne, se pravi, da sprememba v davčnem sistemu bo vplivala na, rečemo, več potrošnje, več dela, več investiranja in tako naprej. Verjetno kakšna resnica je vmes. Ampak to, kar bi res rad poudaril, seveda kakršne koli spremembe zahtevajo celovit pogled na davčni sistem in tudi seveda uporabo javnega denarja. Vsak resen politik, ki gre v to, verjetno bo tudi Evropska komisija mečkano vprašala, kaj si s tem predstavljamo, gre skozi to, ne moš samo pričakovati, da se bo pa povečala, ne vem kaj, potrošnja delo in tako naprej. Se pravi,
bi bilo kljub vsemu, zdaj časovno gledano jaz razumem, da so zdaj prišli s tem, ampak upam, da kdorkoli bo že prevzel mandat, se bo zelo resno lotil javnih financ in to ne na način gašenja požara, v smislu vsakmu 5-6-7% manj, to znajo naši mladoletni otroci, se pravi čez vse sektorje ministrstva in tako naprej, ampak se je treba res vprašati in Slovenija je tega veliko, se pravi neracionalne porabe javnega denarja ogromno, se lahko začnemo o tem pogovarjati. In seveda tudi področji, kjer bi veljalo investirati pa ogromno. S tem, ko jaz rečem investicije, absolutno ne mislim samo, in tu smo Slovenci zelo dobri, naprimer to, kar država investira, govorimo o trdih investicijah, smo nadpoprečni v Evropski uniji, podpoprečni smo, kaj podjetja investirajo, ampak to lahko še kakšno rečemo. Ampak zame je investicija naprimer tudi v socialne transferje, ker tu, če držimo družine pri sebi, če vključujemo otroke in tako naprej, potem je tu, če malo ekonomistično govorim, tudi ogromno seveda pozitivnih stvari, ekonomsko gledano tudi, da ne rečem širše družbeno in to so zame seveda tudi investicije. In tudi, če bi šli zdaj gledati proračunske izdatke, prej sem na prihodkih govoril, je skoraj 40% je socialnih transferjev, razno raznih, seveda tudi olajšav in še česa noter pridati in bi se morali, seveda tega ti ne moreš spremeniti od danes do jutra, bi pa moral na nek način seveda primerno pristopati. Marsikdaj se govori v prejšnjem mandatu oziroma tem mandatu, ki se zdaj končuje, so ponovno začeli to zgodbo okoli premoženjskega davka, jaz sem večkrat zračunal, tudi Evropska unija ugotavlja, da imamo seveda eno najnižjih obremenitev premoženja in če bi dvignili samo na povprečje, iz tega dobimo 400 milijonov. Se pravi, približno 0,4% BDP-ja pomenijo davki iz premoženjske, večinoma je to nepremičninsko, če dvignemo na 0,9, kot je evropsko povprečje, imamo 400 milijonov dobrih več. Nekaj je, ni nujno, da tako luknjo pokrije. Se pravi, en kup opcij seveda je, ki so sicer tako zelo negotove, veste, digitalni davek, sem tudi šel mečkan računa, če tazga sprejmemo, kot ga ima ta, na primer, Francija, Španija, pridemo do enih 10-15 milijonov iz tega davka ven. Drugo premoženje, jahte na Hrvaškem in tako naprej, če se imajo Slovenci veliko, tam poberemo približno 800 tisoč evrov letno, kar se meni zdi tako malo čudno, glede na to, ker pa grem, kdaj se sprehoditi čez te marine, so pa same slovenske barke, tako da, ne da so stopne, sem šel gledati stopne, niti niso najniže, ampak se mi zdi, da to zajetje oziroma sama kontrola, nadzor, prijavljanje, to najbrž ne funkcionira. Ampak kakorkoli, se pravi, da se kaj nabrati, sam na nek način je pa seveda tisti izziv in tudi davčne stopne tukaj dosti ne pomagajo, so poslovne priložnosti. In zdaj seveda, če počasi gremo proti kakšnim krizam, verjetnost narašča, seveda tudi noben davek ne bo pomagal oziroma bo še večji pritisk na proračun, na javni denar, tu je pa stopin prostosti vse manj. Veste, mi smo rešvali to COVID krizo z dodatnim zadolževanjem, tudi prejšnjo to veliko recesijo z dodatnim zadolževanjem, Slovenija je bila zadolžena, javni dolg tam 2007 še nekaj čez 20%, potem smo šli na 80%, zdaj smo malo pod 70%. In teh stopin prostosti je vse manj, so mnoge države, ki so še bolj zadolžene, da se razumemo. Tako da politika tudi nova ima na nek način še malo luksuza znotraj tega, ampak čim bojo mednarodni finančni trgi in običajno se v takih kriznih situacijah najprej spravijo na šibke, se pravi na manjše države, tiste, ki so malo tako, spravili so se na Grčijo, Slovenijo v tej zadnji krizi, že Španijo ne upajo prav dosti, kaj šele Nemčijo in podobne, ki imajo, Nemčija še ne, ampak ZDA imajo ogromen dolg in tako naprej, Francija še večji. Ampak njih se ne bojo dotaknili. Tako da je treba biti v vseh teh zgodbah, kar je že dolga leta pogrešam, tisto osnovno kmečko logiko, se pravi dobrega gospodarja, gospodarstvenika, kot rečemo, da na nek način ve, ne glede na vse stopinje prostosti, ki jih ima politika več, kot bom rekel, nek zasebnik, se pravi se lahko na nek način več zadolžuje, saj do neke mere in tako naprej, da je zelo previdna, kako ravna s tem javnim denarjem. Tudi če je dolg, gre preprosto za to, da bojo prihodne generacije to mogle poplačati. Zato je spravno, to je krvavo, preslužen denar v narekovajih krvavo in nimam ravno občutka, ko začnejo te predvolilne bombončke talati, da se tega zavedajo politiki. Pa ne bojo pred volitvami, po volitvah in tako naprej. Mečkam več odgovornosti, kar se tiče gospodarjenja in odgovornosti za dolgoročni razvoj. Gospod Simič je zelo natančno izračunal vprašanje obdavčitve premoženja in zniževanje obremenitev dela, ampak o tem bomo v nadaljevanju. Vprašala bi vas sam še dvoje, gospod Jaklič. Nedavno je bil v našem studiu vaš kolega Jožef Damjan in je dejal, da si tako populistične vlade Slovenija ne more več privoščiti, ker ste govorili o gospodinski logiki.
Ne vem, kdo od vas je gledal Tarčo prejšnjo, v kateri je gospod Maljevac na vprašanje, da ni dovolj denarja za dolgotrajno oskrbo, dejal, da to ni pomembno iz prispevka za dolgotrajno oskrbo, da pač imamo proračun. Skratka, mene zelo preseneča, kako odgovorni so naši politiki. No? Če smem jaz odgovoriti, podoben občutek seveda, ker cel ta mandat zadnjih 4 let je deloval kot vse bo rešila država, vse je proračun. A veste, morate tudi videti zdravstvo, rešila bo država, mi ne rabimo nič skrbeti za naše zdravje in tako naprej, vse bo rešila država. Z davčnim sistemom, to, kar ste prej rekli, davčni sistem ali pa prispevnični ima lahko več elementov, tudi kako se mi obnašamo do zdravja. Zadnjič sem se pogovarjal z eno zdravnico, ki je rekla, ne, da je premalo zdravnikov, prav, danes sem imela 13 bolnikov, 10 je bilo takih, ki nimajo kaj tle iskati. Se pravi, na kakšen način, da je pa še vedno varno, seveda, spodbujaš nek odgovoren sistem vseh nas, ampak tu je bila seveda celotna komunikacija, stanovanjski problem, država bo investirala, zdravstvo, država bo investirala, vojska zdaj, država bo investirala, vse, energetika, država bo investirala, kdo pa je država, iz kje pa prihaja ta malo? Jaz moram reči, da sem se prav zamislila pri tej izjavi od gospoda Maljevca. Mogoče še vidim politika. Ja, doktor Jaklič je tule odlično povedal, kaj je naš namen. NSI skupaj z ostalimi partnerji pač ima jasen namen, da tu vlogo države zmanjšamo. Mi bomo mogli na ključnih področjih, kot je zdravstvo, dolgotrajna oskrba, tudi izobraževanje, umakniti državo iz te vse prisotnosti. Seveda bomo rekli, konkretnem nadzoru, določanju pravil igre in tako naprej, ki se ne bojo spreminjale vsake pol leta, kakorkoli, in dati ljudem možnost, da zadihajo in da resnično izbirajo. Potem pa bomo mogli tudi trg zdravstvenih zavarovanj nazaj diferencirati, to pomeni diferencirati vere, tudi zasebne zavarovalnice morajo imeti možnost, tudi v izobraževanju dati možnost, da resnično zasebna pobuda tudi na področju vzgoje in izobraževanja ne demonizira, ampak da se ji da noter možnost, da vstopi in obogati to javno mrežo in tudi pri dolgotrajni oskrbi. Jaz vam povem, ker poznam sistem, pa so se zelo norčevali Maljevac pa Golobovi iz nas, ampak dokler ne bomo naredili, podobno kot pri zdravstvu, ene košarice in nadgradno pa odprli in dali možnost tudi zasebni pobudi in trgu, tudi zasebnih zavarovalnic, bo to sistem, ki dolgoročno, že srednjeročno ne bo vzdržen. In to se bo vse sesulo samo vase in to se zdaj že vidi. Sam pazite, problem je to, ker pač Golobovi obvladujejo vse mainstream medije in so uspeli prestrašiti populacijo, to pa vse raziskave, postpol analize tudi kažejo, 60+, ki gledajo televizijo, to so še edini del populacije, ki gleda to linearno televizijo, torej ključne mainstreamovske te večerne oddaje, in so jih prestrašili, da jim bomo mi vzeli dolgotrajno oskrbo, pa penzije, pa zdravstvo, pa tak naprej. In to so ljudje na plakatih, pa v teh televizijah, pa vse bomo vzeli, dajte Saj smo koncept dolgotrajne oskrbe skupaj 20 let gradili in sam sem bil prisoten, ne kot odgovoren minister, to se zmotno vedno predstavlja, zdravstvo je bilo nosilc v tistem našem času leta 2021, 2022, ampak jaz sem bil pa avtor in koncept je bil tak, da bi to bil vzdržen sistem in pravičen sistem. Zdaj imamo pa vse kaj drugega, pa še Maljevac je kar naenkrat ugotovil, da tudi finančno to ni vzdržno. No, morda bodo, če bo prišlo do 4. vlade Janeza Janše, morda bojo mediji začeli spet upravljati svojo vlogo, torej nadzora oblasti, gospod Katič. Jaz bi izpostavila pravzaprav troje. Jaz sem socialna demokratka po srcu, po duši in zagovarjam močno javno zdravstvo, zagovarjam močne javne storitve, javno šolo in vse skupaj. Če ste šli gledati programe. Lahko povem do konca, prosim, kakorkoli. Že dostopno vsem, ne glede na to, koliko imajo plače, koliko imajo drugega premoženja. In vse privatizirati ali pa narediti na takšen način, da če imaš dovolj denarja, da si lahko privoščiš, temu nasprotujemo. To je zdaj. Samo, če lahko povem. To je eno, čist politično. Tukaj se pač seveda stranke na desnici in levici nekoliko razlikujemo. Lahko, da imamo kaj tudi skupnega. Drugo, kar je, če govorimo o interventnem zakonu, v tem predlogu zakona zdaj naslavljamo krizo, ki je že stopila tudi v Slovenijo, ki je zaradi Trumpa in Izraela, zaradi te vojne, ko se je začelo.
Nekateri predlogi, kar je po tretje, so dobri, večina pa niso interventni, ampak naslavljajo na to, kar so bile predvolilne obljube vašega trojčka. Tako da verjamem, da se bomo sposobni usesti pri vseh ostalih zakonih. Tudi ta zakon bo potreben celovite in pregleda in prenove. Že na vrsto ne bo prišlo tako hitro, kot je napisano, da se določeni začnejo veljati za nazaj, določeni se začnejo ukrepi uporabljati z junijem ali z julijem, ker do takrat v bistvu bomo šele nekako ga začeli v redu obravnavati. Tako da mislim, da bomo, upam, začeli presegati razlike, se pogovarjati, kaj je dobro, kaj je slabo in res pogledati, kaj je potrebno interventno, kajti strinjam se s tem, kar je povedal gospod Jaklič. Socialni demokrati bi si želeli, da bi bila Slovenija enkrat sposobna tega, da bi dali na mizo celotno davčno politiko, ne samo z parcialnimi ukrepi, posegi v posamezne zakone, naslavljati nekaj, kaj lahko potem ima dolgoročno zelo, zelo velike negativne posledice. No, se vprašujem, ker sem vas prej prekinila, tako vam bom dala besedo, gospod Cigler Kralj. Ker se govori, to, kar ste tudi vi sedaj rekli, da želijo nekatere stranke na desni popolno privatizacijo zdravstva. Ne? Če bi šli pogledati njihove programe, tega ne bi našli. Jaz sem šla prav podrobno gledati, ker sem poslušala o predvolilnih soočenjih, kaj je govoril recimo tudi gospod Golob. O njihovih programih ni govoril resnice. Gospod Cigler Kralj. Sem zelo hvaležen, da je kolegica Katič izpostavila problem zdravstva. Zdaj pa pogledajte, kam je pripeljalo to nerazumevanje, kaj je javno zdravstvo, kaj je zasebno zdravstvo, kaj je javna mreža in kaj je odpreti zadevo tudi recimo po osnovni košarici, tudi za zasebne zavarovalnice. Zdravstveni dom Borovnica, ste vsi videli posnetke, to je sramotno, to je leva predstava državnega kolektivističnega zdravstva, ki je nedostopno in sploh ni dostopno tistim, ki nimajo denarja, da bi doplačali, da pridejo do privatnika. Jaz sem na levi strani, gospod Kralj. Zdaj poslušam z vaše strani samo kaj, samo žaljive besede na levici. Ampak poslušajte. Ni bilo vse slabo. Ni vse slabo, je pa potrebno nadgraditi. Zdravstveni dom Borovnica je povedala direktorica, da pride še ena zdravnica. Mislim, da je bilo tudi slabo skomunicirano. Od 10 zvečer, ja pa tudi je bilo v Slovenski Bistrici pred enim letom isto, pa tak naprej. To je rezultat ideološkega napada na zdravnike in zavajanja glede tega, kaj je javno zdravstvo. Drugi primer, pa bom dal kar osebni primer, da ne boste rekli, da zdaj nekaj zavajam. Potrebuje moj otrok dermatologa, pa kar nujno, je rekel pediater, da je resna zadeva, ki bi jo mogla UKC dermatološka klinika reševati. Veste, kdaj smo dobili datum? Konc julija. V redu. Ja, letos. Še letos, hvala Bogu. Ampak je resna zadeva, ki je rabila takojšnjo obravnavo. Torej, jaz imam 100 evrov, da plačam zasebniku, da prijem noter. Večina ljudi je pa nima, sploh pa tistih 300 tisoč, pa 330 tisoč, ki so na robu družbe, pa na robu socialne izključenosti. To je to. To je rezultat ideološkega boja, ki ga ne toliko vi, ampak vi škoda, da držite pač podporo temu, štango, ampak Golob to dela in na tem zavajanje celo kampanjo zavajo in nas obtoževal, da želimo privatizirati zdravstvo. Nasprotno, okrepiti je treba javno zdravstvo. Se ne gre za izvajalce, gre za to, da ljudje pridejo do storitve takrat, ko jo rabijo. In to pomeni, da vam jaz pomagam, ker mogoče niste dovolj jasno povedali za poslušalce in gledalce, da če človek, ki ima urejeno zdravstveno zavarovanje, ne pride na vrsto v javnem zdravstvu, gre lahko k zasebniku in se plača ta storitev iz njegovega... Iz ZZZS. Ja. Zakaj ste proti temu, gospod Katič? Če lahko še enkrat. Težko je v volilni kampanji, ko dajemo ljudem kratka sporočila, povedati nekaj, kar v bistvu že zadnjih ne 4 leta, ampak 10 let, 20 let predstavlja v Sloveniji problem. In to je zdravstvo, se strinjam. Tudi sama imam otroka, vem, kako je bilo in vse skupaj. V zadnjih 4 letih bile so desne vlade, bile so leve vlade. Jaz mislim, da so se začele reševati zadeve, ali so se najbolje. Jaz mislim, da ne bomo nič dosegli s tem, če bomo vse podrli, kaj je bilo narejeno, ampak enostavno začnimo nadgrajevati. Ampak recimo, povejte vaše mnenje. Samo, čakaj, prostovoljno zdravstveno zavarovanje so spremenili v obvezno. V predlog zakona so zapisali, da zaradi tega bo 240 milijonov minusa. Plačali so zavarovalnicam, kateri so vzeli ta posel, 33 milijonov škodnine, to je 274 milijonov so naredili izgube iz neke kaprice,
da bodo prostovoljno spremenili v obvezno. In da zavarovalnice ne bodo imeli 60 milijonov dobičkov. In še prodajali so nam, da so prostovoljno ukinili. Tako. To pomeni, nekdo žali moj intelekt, da jaz ne razumem, da on spreminja nekaj v obvezno. Zavarovalnice so omejile, da jim bodo omejile dobiček. Zavarovalnice so se znašle. Zavarovalnice so ponudile dodatno zavarovanje, specialist in ljudje se s tem zavarujejo. In grejo in plačujejo in grejo po zasebnikom. To pomeni, to je popolnoma narobe. Popolnoma narobe, kajti bolnišnice, javno zdravstvo mora biti za velike zadeve, za velike operacije. Te manjše ambulantne pa ne se rešujejo v zasebnem sektorju in naj ZZZS plača vse za tega, ker vsi vplačujemo zdravstveni prispevek. In zdaj ti, ko dobiš, tam vidim, kad nekdo pride, pa dobi čez 3 leta termin. Srčni bolnik. Se pravi, zasebni naj delajo tiste manjše zadeve, javno naj pa dela tisto, kar več košta. Spet se zagrabili tisto, kar vam paše. Jaz sem vam rekel, da prišli bo do konca do tega, da bo zasebno zdravstvo zaposlilo vse dobre zdravnike in javnega zdravstva ne bo. Strinjam se s tem, da je nepotreben boj za zdravniki. Naredili ste minus, kdo je odgovarjal za 273 milijonov minusa za vašo kaprico? Kdo? Sem to me zanima. Kdo? Nič se ni spremenilo. Ljudem se pobira zdaj tisti obvezni zdravstveni prispevek od plače. Še podražil se. In tako naprej. Rekli ste, da ga jemljete zavarovalnica zato, da se ne bo podražil. Podražili ste ga 2-krat. Pa, veste, mene žali, da se nekdo v tej državi dela norca iz mene predvsem. Ker malo vidim zadeve, ki jih poznam, ker vem, kako grejo. In govoriti o tem, da tudi treba narediti neko celovito davčno reformo. Imeli ste 4 leta. 4 leta smo mi dobijali, kako rečem, metali ste nam neke informacije, uvedli bomo obdavčitev premoženja, stavbnih zemljišč, uvedli bomo to, pa niste nič uvedli. In to ni način, to enostavno se tako ne dela. Imeli ste dovolj časa, da naredite davčno reformo, minister je imel svoj strateški svet za davke, imel je vse možnosti, da naredi. In tudi to, kar je bilo rečeno, da je treba obdavčitev premoženja povečati za 400 milijonov, ne? Tako je bilo rečeno. Ne, da bi morali, ampak, to je evropsko povprečje. Ampak hočem vam reči, zdaj pa naj ljudstvo posluša, trenutno poberamo 310 milijonov. Torej, povečati za 400 pomeni, da moramo povečati za več kot za 100%. In koga obdavčujemo? Obdavčujemo lastnike nepremičnin, lastnike zemljišč, jahte tistih 800.000 in to je konc. Ne obdavčujemo pa tiste, ki imajo res premoženje, ker tudi mene moti, da predstavniki vlade, katere ima ljudstvo za nekaj visokega, pridejo in pravijo, obdavčili bomo premoženje, potem pa obdavčujejo samo nepremičnine. A oni sploh vejo, kaj pomeni beseda premoženje. Premoženje pomeni vse, kar imaš, tudi denar, zlate palice in tako naprej, ne samo nepremičnine. In to mene moti, da se nekdo tako norčuje iz državljanov in to ni ta prav. Enostavno je treba nekaj narediti, dati zdaj tudi, če bo prišel možnost neki drugi vladi, da to naredi, ker tudi to, jaz sem prebral interventni zakon, spremembe so dobre, luknja sigurno ne bo 1 milijardo, ker to je pač izmišljeno, normalno se naredijo kalkulacije, ker nekdo reče, zakaj nima izračunov, tudi ta vlada, tudi minister za finance, koliko sem videl, takrat ni imel izračunov pri tistem, ko je hotel na 1,45 dati obdavčitev nepremičnin. Veste, ljudem dvigati nek puls, potem pa reči, mi bomo to ukinili. In ta zakon je dober, jaz edino pripombo, ki jo imam pri SP-jih, ker bi jaz SP-je sprostil, dal bi jim 60% normirane stroške, brez tistih lestvic, ki mora skozi razmišljati, v katerem razredu si, in pa še, da lahko vsak odpre SP, kdaj ga hoče, da ga zapre, kdaj ga hoče, ne pa, da meni nekdo reče, kdo pa je to predlagal 5-letni rok. In to mi reče predsednik vlade, ki je vodil sejo vlade, ki je bilo to določeno. A veste, kot da nekdo mi hoče reči, da so moji možgani tako močni, da lahko akumulirajo samo neko informacijo, ki je stara 1 uro. Bom še enkrat ponovila. Če bo 4. Janševa vlada, tako tudi kolegi, recimo na Financah pišejo, bo deloval bolj sistem nadzora, kot je pač v zadnjih 4 letih, žal, gospod Katič, ne napadam vas, ampak v bistvu mediji vam niso nastavljali ogledala. Gospod Cigler Kralj, pa ja, jaz vem, kaj sem vse poslušala na 24 ur za sebe, tako da res se ogledalo. Ja. Gospod Cigler Kralj, dajte povedati, kdo je naredil te vaše izračune? Zakaj se tako razlikuje, kakšni strokovnjaki, zakaj se tako razlikuje od tega, kar je povedal gospod? To smo delali mi svojimi in tudi zunanjimi strokovnjaki, sodelavci, s katerimi že leta sodelujemo. Ne? In lejte, Boštjančič pa Luka Mesec sta pa človeka, ki sta odgovorna za ne vem koliko milijardno luknjo zdaj v zadnjih 4 letih. Boštjančič je eno vprašanje. A je v proračunu denar za božičnico, ki je bila prej že izpostavljena na začetku, rekel, a veste, kaj je rekel? Legendarni stavek. Denar je ali pa ga ni. In zdaj bo on kritiziral te dobronamerne ukrepe, ki so namenjeni kot prvi signal
prebivalstvu, vsem, ki ustvarjajo, naj ne zbežijo, ker je možnost, da mi na tej platformi razbremenjevanja in bolj prijaznega okolja naredimo Slovenijo v naslednjih 4 letih, malo bolj prijazno. Samo nekaj se vprašal, to znižanje davkov, ki ga vi predlagate, komu pa to gre? Gre državljanom. Ja, seveda. Čem je problem? Torej, ni problem državljanom pobrati žepa, pa na izhodu porabljati nekontrolirano v milijardah. To ni problem. Če go rečemo samo za plače, je šlo milijarda, koliko so rekli takrat, milijarda 300, zdaj beremo, da so se zmotili za 100-200 milijonov. Ne, za malo več ne bi Še bilo. več. Gospod Katičeva, imate vi informacije, ker ste pač še na nek način vladna stranka, ker govori se, da je nekaj 100 milijonov, dve številki krožita od 500 milijonov do 800 milijonov. Toliko ne bi bilo potrebno dodatnega denarja glede na izračune, koliko bo stala plačna reforma. Na MJU, na Ministrstvu za javno upravo ne bi zdaj delali izračune, pač predvsej več bo stala plačna reforma. In zdaj že nekaj časa nisem članica vlade. Ne, vaša stranka. Kar veste, tako ne, vaša da... stranka. Ja. Ker recimo govori se, da so problemi veliki na Ministrstvu za kohezijo, ne, z likvidnostjo in konec koncev gospod minister za finance je poslal poziv ministrstvom, da naj pripravijo predloge zakonov za znižanje porabe. Zdaj, tovrstni pozivi so skoraj vsako leto, kolikor se jaz spomnim v različnih vladah, ker sem bila v kateri drugi vladi še, tako da se mi to ne zdi nič kaj takega. Tudi sami dobivamo takšne ali drugačne predloge ali kot stranka ali pa tudi na to e-demokracijo, kjer državljanke in državljani predlagajo. Rada bi še enkrat poudarila razliko. Jaz mislim, da smo zdaj v času, ko se moramo pogovarjati, ampak se malce prehitro pogovarjamo že v tej sebini, kar ste pripravili vi. Pred vašim zakonom bomo obravnavali še nekatere druge zakone, ki prav tako posegajo v enako materijo. Nimamo pa niti še sestavljene vlade. In nimamo niti nejasne slike, to, kar ste vi vprašali, kakšen je državni proračun. Jaz sama trenutno, niti naša stranka ne moremo reči, nimamo na Ministrstvu za finance ljudi, da bi nam povedali jasno sliko, kajti zaradi mednarodne situacije se po moje tudi prilivi v proračun vsakodnevno spreminjajo. In če govorimo o interventnih zakonih, moramo slediti vse članice Evropske unije, vse nekim skupnim ukrepom, če ne tako, kot je povedal kolega Jaklič, v eni državi ali pa v naši sosedi videli smo, kaj je bilo za gorivo in tako naprej. In to bo tisto, kar bo učinkovito lahko tudi pomagalo ljudem. Ne strinjam se pa, in tukaj so politične ali ideološke razlike, mi bi pomagali najbolj in razbremeniti je potrebno srednji sloj, od tam prihaja največ izobraženih ljudi, tam prihaja največ inovacij in vsega ostalega, ne pa tistih bogatašov. Če ima nekdo 20 000 evrov mesečno plačo, lahko prispeva več, kot pa tisti, ki ima pod 7 000 evrov plače. In ko govorimo o premoženju, tudi to sem poskušala povedati. Socialni demokrati si prizadevamo, da bi se obdavčilo vso premoženje. Nisem vas slišal. Ne, se to gospod Han večkrat že dejal. Ja, lahko povem do konca. In ne govorimo samo o nepremičninah. Ja, pri nas imamo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, vsaka občina ima to nekoliko drugače urejeno. Ko govorimo o obdavčitvi premoženja, gre seveda ne samo plača nepremičnine, sploh pa ne tiste nepremičnine, kateri živimo, ampak tiste dodatne nepremičnine. Govorimo o drugem premoženju, ki ga imamo na bankah, govorimo tudi o prihodkih iz kapitalskih naložb in vse tisto, kar spada. In vse bi morali imeti na mizi in vse bi v bistvu morali enkrat pogledati skupno, ne pa parcialno z posegi v posamezno zakonodajo, za katero pa veste tudi vi sami, ne vemo vedno, kakšne bodo tudi finančne ali druge posledice. Samo nekaj me zanima ta srednji sloj, da je najbolj obremenjen. Jaz sem pravnica, ne morem se kosati z vami, ampak nisem nikoli delala kot šef Dursa. Ampak bom povedal čisto Vem pa, da bi moral Durs boljše delati. Ne, po kmečkom povem. Srednji razred je najbolj obremenjen, zato jih je tam največ. Če jaz grem gledati njihov jaz sem to šel računati, po posameznik, koliko je posameznik obremenjen, ni veliko. Več je obremenjen oni zgornjega razreda. Torej, srednji razred je samo to, da jih je največ po številu. In ko pomnožiš število za številom obremenitve enega, dobiš veliko številko.
Drugače me pa ne bo, no, sem se to že z Jožetom Damjanom kregal. Ne bo me prepričal, da je srednji razred najbolj obremenjen, zaradi tega, ker greš gledati, koliko plača dohodnine na letnem nivoju en posameznik iz srednjega razreda, to ni taka številka. Še posebej, če ima otroke, pa jih vzdrževane. Ja, točno tako. Tako da mi moramo nekaj Pri nas so plače preveč obremenjene in to bremeni najbolj srednji sloj. Srednji sloj ima večina svoje stanovanje, svoje hiše, nima pa tistih jaht parkiranih na Hrvaškem in vikendov in vsega ostalega. In ko poslušam to tudi za to socialno kapico, jaz ne razumem, da ljudje ne vejo, da mi socialno kapico že imamo. Mi jo imamo na SP-jih, na 8866. In moramo samo za ostale uvesti isto, kot imajo SP-ji. Nič drugega. In to je cela zgodba. In še tisto, kar ljudje ne vejo, tudi če ukinemo obračunavanje prispevkov nad nekim zneskom, je ves tisti znesek obdavčen s 50% dohodnino. Pride dohodnina not. Ampak težko se je pogovarjati s politiki, ki samo govorijo nekaj politično, ne dokažejo pa nobenimi izračuni, pa sploh ne vejo, kako je, to pa ne moramo sploh, da sploh večina sploh ne ve, kako je sestavljena bruto plača in kjer prispevke plačujemo. Ja. Danes se pogovarjamo politično v enem zakonu, ki smo ga dobili pred kratkim na mizo in ki posega v vrsto drugih zakonov. S takšnim in drugič. O tem se pogovarjamo. O tem se pogovarjamo. Ima zadosti členov z različnih zakonov. Razlika ideološka je seveda, da mi zagovarjamo razbremenitev srednjega razreda. Jaz pravim, da ga ni treba. In zagovarjamo javno, močno, vsem dostopno, tudi tistim, ki imajo nizke prihodke, druge politične stranke, nekatere, ne bom zdaj trdila, kaj vi zagovarjate, lahko se ljudje sami to preberejo, pa nižja obdavčitev tistih najbogatejših. Pri nas bi si želeli, da bi bilo proporcionalno. Tisti, ki ima več, naj tudi prispeva več. Glejte, jaz sem že upokojen, tudi nimam plače visoke, nimam sploh težave z visoko obdavčitvijo. Ampak ne govorim samo o plači, govorim o vsem premoženju. Hočem reči, če je nekdo visoko obdavčen 50%, to je maksimalni znesek. Jaz mislim, da če pripeljem 90% vaših članov vaše stranke, se noben ne bo senil s 50% obdavčitvijo, ker jih imam kot stranke tudi. To pomeni, mi samo govorimo o tem, da se višja obdavčitev zniža do 40-45%, nič več. Noben ne trdi ničesar več. Ne more pa 5800 ljudi iz zgornjega razreda plačati več kot dohodnine kot 940 000 ljudi v spodnjem razredu. In poleg tega se nam dogaja to, da tisti, ki imajo večje plače, grejo v Zagreb. Veste, koliko ljudi je že šlo v Zagreb, koliko podjetje je preselilo svoje člane uprave v Zagreb in mi se s tem ne obremenjujemo. Celo jim ponujamo še Bosno, koliko sem slišal. Ne, to ne more biti, mi moramo te ljudi zadržati tukaj, ne tukaj plačujejo dohodnino, narediti nekaj normalnega. Tudi druge države, če gremo gledati, samo Avstrija ima recimo višjo obdavčitev, ima 55% dohodnino, ampak ona ima vhodoma olajšavo 11 000 evrov. In vsi tisti, ki delajo v Avstriji, imajo doplačilo v Sloveniji, razen onih zelo visokimi plačami. Pomeni, treba gledati celovito in zato pravim enostavno, vsa ta 4 leta je bilo skozi govora o nečemer, tisto, kar je bilo dobro, se je uničilo, govorim na davčnem področju, ne želi se nič poslušati, govori se, kako se bo nekaj naredilo in naredi se pa nič. In zato pravim, da je čas. Ravno to sem hotel mogoče dodati. Samo trenutek, gospod sekretar, bom dala takoj besedo. Ko sem se pripravila na to oddajo, sem med drugim govorila tudi z gospodom Maričo Lah, ki je pač predsednica trgovinske zbornice, in mi je rekla, da se predstavniki delodajalskih združenj pripravljajo na pogovor z vašo trojko o tem zakonu. In sem nekako, kako pa to, jih jemljete resno, ker pač lahko bi razumeli kot samo neko politično foro, da se greste. In je rekla, ne, seveda jemljemo resno, ker je to edino, kar je bilo doslej konkretnega pripravljenega. In tudi sindikati bodo imeli jutri, v petek. Pogovor na to temo. Zdaj pa povejte, kaj ste želeli. Ja, tja bom tudi šel, pa bom predstavil pač naš koncept, v katerega verjamemo, za njim stojimo. Zdaj, jaz sem tudi politolog, nisem strokovnjak za davke, ampak lejte, kdo je bogataš v Sloveniji? Vsi smo veseli, ko piše Dončić je podpisal 300 milijonsko pogodbo, pa Roglič, pa Pogačar in tako naprej. In zdaj, če imamo mi 50 najvišjo dohodninsko stopnjo, bojo oni ostali drugi, v bolj ugodnih državah, če pa mi prijemo mogoče na 40, bojo prišli pa sem. Od česa ima Slovenija pa slovenski proračun več? Da ima te tako imenovane, ki jih vi imenujete bogataši, bogate ljudi tu, pa plačajo tu davek, tu če je 40 nad nekim zneskom, procentov, ali je bolj, da so zuni, pa nimamo od njih nič. Pa še neki, mi vemo. Ni predlog, da bi samo do 7500 plačevali, naprej pa ne, se pravi, ni važno, se ne bojo plačali nič več. Prispevki.
prispevčna kapica. Uno je pa dohodnina. Ne? Dohodnino plačajo. Dohodnino plačajo. Ja, to je razlika. In na drug predlog. Ja. Ampak še ne imamo mi definicijo bogataša. Ja, ne vem, če je definicija. Ne? Pa Kje je definicija bogataša? Ja, točno to. Hotel sem pa reči tudi to. Ne? Če bomo mi imeli bogate ljudi, take, ki seveda imajo vse v evidencah, vse premoženje, ki pošteno plačujejo razumne davke, to je naš koncept, bojo ti ljudje tudi meceni, bojo prispevali družbi, športu, kulturi, lete in bomo končno normalna družba, ne pa da bo država skušala zagotavljati vse, da bo Maljevac pa Golobota rekla, vse vam bomo, čim več vam bomo pobrali, bomo mi delili tistim kulturnikom, recimo Inštitutu za sodobni ples, ki je bil zdaj ustanovljen, pa bomo plačali unemu fotopubu, pa bomo unim in tako naprej, ne? Pa je nulo in tako naprej, da lahko lesarimo. Lejte, to je ideološka razlika med vami pa nami. Ja, moderna plesna umetnost. Kar bi pa rada poudarila... Vaša hči pleše. Ja, Ja, da povedala, zdaj moderna takoj. ples. Tega nisem rekel. Ja, kakorkoli že. Ne, poudarek je bil ravno da že Mogoče samo še to, kar se mi zdi pa dobro, potrebno se je usesti, socialni dialog vidim kot zelo veliko civilizacijsko pridobitev in tam je pravilno mesto, kjer se lahko pogovarjajo na eni strani delojemalci, na drugi strani delodajalci, vsi tisti, ki date takšne ali drugačne predloge oziroma vlada tudi, ko bo sestavljena. Tako da to se mi zdi pa dobro in tam lahko vsi skupaj tudi povejo, kaj mislijo in sklopu tega je potrebno potem iskati kompromise, v kakšni družbi želimo živeti. Jaz sem socialnemu dialogu zavezan, zato bom v petek tja šel, predstavil, ampak poglejte, en sindikat izrazito se počuti zdaj zelo močno, že brusi nože. Ampak tega se ne bomo strašili. Ne bomo pa v NSI dovolili, da se socialni dialog ali pa pod krinko socialnega dialoga bije nek aktivistični, levi aktivistični boj proti vsemu razumnemu in tega se ne bojimo, smo že dokazali in se bomo zdaj še manj bali. Saj tudi Evropa gleda, Evropski socialni svet tudi malo ve, kakšne so pozicije in kako je pozicioniranje nekaterih morda, ki se pod krinko sindikalizma in socialnega dialoga grejo ideološki boj. Ne? To pa ne moramo dovoliti. Zdaj pa bodite še konkretni, ker verjetno govorite o gospodu Branimirju Štruklu ali komu drugemu. Zgleda, da sem bil dost konkreten in jasen. Kakorkoli, če bomo imeli vlado, kjer bo pač sprejela ukrepe takšne kot misli, ne bo to prav nič dobro, kajti sklepanje kompromisov, na eni strani, če poslušamo tako sindikate, ki zastopajo interese delavcev, kot tudi delodajalce, ki zastopajo interese tudi ali pa predvsem kapitala, prav je, da se srečamo nekje vmes. Res je, sem kolegica Jerkič, s katero sva zelo dobro se razumela, ne? Pa je zdaj pač šla v penzijo in ni vedela v imenu največjega sindikata in še predsedujoča socialnemu dialogu je bila en cajt v tistem času, ko sem jaz bil minister, ona ni vedela razložiti, zakaj so proti višji neto plači, torej razbremenitvi plač nasploh. Ne. Ni vedela tega razložiti in to mi nekaj pove o resnični intenci delojemalskih organizacij, torej sindikatov, o tem, koliko se borijo za delavstvo in za delavske pravice. Gospod Jaklič, potem, kar prihaja zdaj iz vlade informacije, ena zadeva sem jo že omenila, to je pač, da je minister za finance pozval k varčevalnim predlogom oziroma spremembom zakonom za varčevanje. To se sicer ponovadi konec leta ustavlja, ne? O tem ste vi sicer govorili, ampak o tem, da bi pa minister na začetku leta pozval k pripravi varčevalnih zakonov oziroma sprememb zakonov, s katerimi bi varčevali, mislim, da se ni zgodilo še. In zdi se, da v bistvu v proračunu sploh ni rezerve za kakršnokoli ukrepanje. Mislim, to je zelo čudno. Načrtuje se proračun, vemo kdaj, ne, saj proti koncu leta ali karkoli, ne, ko je ta vlada prejšnja na veliko zapravljala. Ne. Zdaj seveda tiska so razdelili, zdaj ko je situacija jasna, ne. Če sem malo ciničen, ja, zdaj mi smo vse zapravili, vi pa ne smete, ne, tisti, ki boste zdaj prišli. Ne, tako približno to zgleda. Ampak jaz se res bojim te besede varčevanje, zaradi tega, ker je običajno linearna. In nima te logike, prvič, v kaj investiramo in tudi seveda tiste logike, dajmo pogledati, kje mečemo denar čez okno. Ne, in tega je ogromno. In ta država noben ne bo priznal. Tako kot oni niso bili, govorim pod predpostavko, da ne bo kakšne večje globalne gospodarske krize, ne? Ampak ni panike v našem javnofinančnem položaju,
da bi morali zdaj ne vem kaj strašiti ali karkoli delati. Ne? Tudi prej sem hotel namigati, je toliko stopinj prostosti za nekaj mesecev, da se začne resno pripravljati, zdaj je to davčna reforma, ali pa seveda pregledati celoten proračun na izdatkovni strani. Ne? Zato je kar nekaj, verjetno časa do jeseni se že da kaj narediti, ne pa seveda vse na mah. Ne? Se pa da kakšne stvari hitreje narediti, kakšne malo počasneje na prihodkovni in na odhodkovni strani, ampak kot je bilo večkrat rečeno, jaz nič takega nisem videl v zadnjih 4 letih resnega. Nekaj deljenja, nekaj kaj bomo, pa nič nismo potem in tako naprej. Ne? Tako da jaz res upam, da bo na tem področju javnofinančnem prevladu razum, ker prek tega gre, ne, in tist, bom rekel, gospodarjenje gre preko denarja, da se razumemo, to, kar sem prej apeliral, ne, neko kulturo odgovornosti, dolgoročnosti in podobnega, kar naši dobri kmetje še vedno obvladajo, pa tudi gospodari na drugih področjih. Ne. Pa gospodinje, recimo. Tudi tega na tem področju žal ne čutim že zelo dolg časa, ne, sploh ne v zadnjem obdobju, moram reči, ne, ko so se valili te težke oblaki, ki tako drugače prihajajo, pa kar dajmo, ne, tako sem se počutil kot na Titaniku, ne, če že gremo, pa gremo, ne, do konca. Ampak zdaj pa seveda tisto nasprotno, zdaj moramo pa nekje zategati. Upam, da bo toliko razuma v tej novi vladni koaliciji, da bojo znali strateško pristopati k tem zadevam hitro in tudi prepričati ljudi. Ne. Tudi konec koncev se ne poslušamo, prej sem poslušal zdravstvo. Ne. Mi pri definiciji javnega zdravstva se vidva oba vesta ali pa eni bolj, eni manj, se sploh ne razumemo, se sploh ne poslušamo. Ne. Mi smo vsi za javno zdravstvo. Mi smo vsi za to, da ne glede na to, koliko si bogat in tako naprej imaš dostop, ampak enak. Ne, se strinjam, to, kar ste vi, Cigler Kralj, rekli, če sem bogat, pridem prej na vrsto. Jaz sem proti temu. Ne. Plačam pa pridem na vrsto, revež ne pride. Jaz sem proti takmu sistemu, kot ga imamo vse bolj. Ne? Ampak se sploh ne posluša. Ker seveda zasebnik je pa problem v tem sistemu. Ne? Če mi rečeš privatno, zasebno, to je pa dobiček, to je pa kapital, to je pa nekaj, kar se je treba sam bati. Ne? Mislim, ideološko tega nismo razčistili še v tej družbi v zadnjih desetletjih. Ne? Niti tega, ne, a veste, socialdemokracija, Evropa je ena na ideologiji socialdemokracije, ne govorim strankarsko, ne? Ampak to pomeni izbira. Tako, se pravi, demokracija in tudi izbira. Javno, zasebno, sploh kako definiramo, ali pa ne bom rekel privatno, javno, kaj to je, kako, mi moramo imeti izbiro. Pa ne bo je to zavarovanja, ne bo karkoli. Ne? Zakaj v Sloveniji imamo same nezavarovalnice za avtomobile? To meni jasen, ne? Zakaj pa smo kao premehni, ne? Da bi imeli več. Čeprav, tukaj bom dodala, potrebujemo tudi večji nadzor nad ljudmi, ki so zaposleni v javnem zdravstvu. Ker mene ne bo nihče prepričal, jaz komaj opravljam samo eno svojo službo, ki jo opravljam in mi vzame cele dneve in svojo energijo. Ne razumem, kako lahko recimo zdravniki v javnem zdravstvu, če oddelajo 8 ur, potem delajo še na parih koncih. Mislim, tukaj se mi zdi tudi, no povejte. Je tako, da imaš neko normo in pridni to normo hitro naredijo in so še zmes počiti, enim pa še to ne uspejo. Pa se vsak od nas, tudi mi nekaj, tudi jaz delam po 14 ur na dan. Pa zdaj bo nekdo rekel, da moram po 8 urah nekaj delati. Torej zdravnik ima v službo, je zaposlen v javni ustanovi, on svoje naredi in gre. Torej, če bo on tam delal več, kot delajo drugi, bo imel še težavo, ker jim dviga ZZS ne bo plačal in se bojo tožarili 10 let. Napačno predvidevam, da bo zdaj neka centralna država ali pa neka avtoriteta nadzorovala sistem. V javnih ustanovah imamo direktorje, ki lahko pač organizirajo delo bolje. Mehanizem nagrajevanja, spodbud in tudi nekega kaznovanja. In to se dogaja v decentraliziranem, ne v tem centralno državnem sistemu. Ampak meni ni jasno, zakaj zdravnikom prepovedati popoldne delati, novinarjem pa ni prepoldne prepovedati delati, da lahko vodijo oddaje, da lahko delajo, ne vem, prireditve in tako naprej. Ne razumem iz tega. Cel kup imamo ljudi, ki imajo popoldanski SP, ki delajo popoldne. V čem je to ena sveta vojna te vlade, zdajšnjejše, ki še obstaja proti zdravnikom? To ni bilo nič drugega. Pognati finančno upravo v preglede zdravstvenih medicinskih centrov, izdajati jim, delati preglede, izdajati odločbe, ki so tudi nezakonite in potem kar naenkrat ustaviti vse preglede. Naj mi kdo razloži, v čem je to, jaz tega ne razumem. Ideološki. In tudi to, seveda, kdaj imamo občutek, da se ne dela. No, jaz kadar grem zdravnikom kot pacient, delajo do konca. Moj sin je zdravnik, drugo leto, mladi zdravnik. Ne. Pride cuna domov, totalna, ne. Govori se veliko, kako imajo zdaj javni uslužbenci, tudi zdravniki visoke plače, 1600 neto, a se vam zdi to korektno, meni se ne zdi.
in tako naprej. Ne. Se pravi, odgovornost, dela konor, niti ne pomisli, da bo še popolno pride iz šoliraš. službe kot suna domov, tako kot jaz, zato mi je nenavadno, da nekateri zdravniki pa lahko delajo v svoji službi 8 ur. Eni pa ne morejo. Če zmore, hvala Bogu. Vsak ima različno telo, različno energijo imamo ljudje. Njegova izbira. Eni imajo tako energijo, da lahko delajo ves čas, drugi ne. Eni rabijo 4 ure spanja, Mi enostavno ne želimo Eni sprejeti. rabijo veliko denarja, eni pa ne. Koliko spanja rabite, gospod Katič? A koliko spanja rabijo? Ja, rabite samo 4 ure. Z vsakim letom, ne žal manj, ampak več. Hotela sem povedati, da jaz pravzaprav zdravstvo poznam kot uporabnik z veliko dobre prakse, pa tudi z veliko slabe prakse. Zagotovo se je začelo naslavljati tudi vse, kar je bilo narobe v zdravstvu, skozi dolga leta, ne samo zadnje 4 leta. In ljudje bi morali imeti dostopno zdravstveno storitev takrat, ko jo potrebujejo, oziroma takoj. Imamo pa cel kup anomalij, ko so zdravniki v javnem zdravstvu delali nekaj, da so pošiljali potem v zasebno zdravstvo, kjer so popoldan delali. Pokažite dokaze, To se ne sme dogajati. Dokaze. Lahko povem do konca. Vem, ampak vi ponavljate Vi sami ste predlagali, da naj privatniki delajo tiste manjše zadeve, ko pa pridemo do dražjih, tako ste prej rekli, naj pa to dela javno zdravstvo. Vi ste izkoristili to Mislim, če imamo potem to, politično kaj ste boste izkoristili. predlagali, če boste sestavljali vlado, je potrebno zelo, zelo dobro Vi morate imeti nadzor, razumeti, da se zaradi tega, da ne bo na javnem zdravstvu, na davkoplačevalskem tisto, kar je zelo finančno obremenilno, tisto, kjer pa se lahko kujejo dobički, bo pa v privatnem Sam zdravstvu. počas. Tako sem vas razumela. Ne, narobe ste razumeli, ker ste političarka. Tako sem vas Jaz tudi razumela. tako Ne, razumem. verjetno zato, ker nisem Jaz lahko tudi kakšno vašo zadevo narobe razumem. Seveda, Naprimer, seveda Litijsko. lahko, ja. Naprimer. Ampak hočem samo reči, dajte razumeti, da kaj se bo zgodilo. Torej, to vidite privatno zdravstvo. Začele so se graditi privatne bolnice. Imeli bodo najsodobnejšo opremo. Ni noben problem denar. Denar ni problem. Problem je, kako se ta denar zapravlja. Kdo ga zapravlja in kako ga zapravlja. Zakaj v javnem zdravstvu, ki ste rekli, da ste ga tako uredili, zakaj jaz ne pridem danes, dobim napotnico? Rekli ste, da smo ga začeli urejati. Kje ste ga uredili, da dobim napotnico, pa moram čakati 600 pa 1000 dni. Se vam je ustavno sodišče zavrnilo zakon o zdravstveni dejavnosti. Določene dele. Uvedli ste zakon, torej javno zdravstvo ne plačuje posebnega davka na določene prejemke, zasebno zdravstvo ga plačuje in vsi ostali podjetja v Sloveniji. Zakaj ste to naredili? 25% davek. Torej, vse je bilo nekaj narejeno in ne boste me pripričali zaradi tega in govoriti o temu, da je zasebno zdravstvo dobičkarsko. Povejte, koliko zasebnih zdravnikov ima visoke dobičke, povejte mi. Pa še nekaj. Zdaj bom pa jaz rekel eno bogokletno za morda vas, ampak zakaj ne bi dober ortoped, kot je bil recimo Kavčič, ne? Ki je zdaj razsuto, ortopedija, Novo mesto, Dolenjska, razsuto. On je šel kam delati? Je v zasebni sektor, ne? V Zagreb. Zdaj pa vsi hodijo tja, ne? Njemu. Zakaj nekdo, ki dobro operira in je priden in veliko naredi, ne bi smel imeti dobička? Zakaj je pa dobiček demoniziran? Zakaj pa to ni zaželjeno? Če ga dela na račun javnega zdravstva. Kako ga dela na račun javnega zdravstva? Se plača po Cene so deločne. Vam dal en problem. Jaz se strinjam s tem, kar je gospa Suzana Ne, samo en povedala. primer. Kot navadni uporabnici zdravstva, ko vem tudi, kako sem zmatrana po 8 urah, da mi je težko razumeti, da nekdo v javnem zdravstvu naredi tisto svoje in potem lahko dela, če se šteješ vse ure skupaj, koliko 35, 40, 45 ur na dan. Pa nima samo 24. Zato pa niste zasebnice, zato ste v politiki. Ja. Ampak kolegica Katič, To tudi je med edina nami razlog. poslanci, en pride tu pa tam, ne, recimo sploh v Ljubljano, ne, eni pa sedijo, vse preštudirajo in tako naprej. In moram reči, med delavnejšimi, še pred leti, je bil recimo Potrč, ne, je bila Majda Potrata, sta tam res imela vse preštudirano, tudi če smo se ideološko razlikovali, jaz sem bil strokovc, ne, sta ona dva vse vedela in tako. Imaš pa fičfiriče, ne, ki pridejo na funkcijo in tam in to je to. In zdaj naskočijo sprav, da smo vsi taki fičveriči, da smo vsi taki. Nismo. Normalno, ne moreš. Ne? Nismo. In jaz verjamem, da mi dva nismo. Zato pa mora biti jasno ločeno javno in zasebno. Sam ne na način, kot ga vi delate, da boste državno plansko. Če smem samo en medklic, en najboljših javnih zdravstvenih sistemov je Nizozemski, kjer so vsi in zavarovalnice in največja večina izvajalcev zasebniki.
Zdaj pa to razumete, če morate. Noben me ni vprašal, ko sem na strateškem svetu za že 3 mesece, da me vprašal, a ti to lahko razložiš, kako to poteka. Vse je zgodovinsko, vse, ampak tam je enovit sistem, tam ni pomembno si reven to gor dol, ker zelo resno razmišljaš, kako boš zdravstveni sistem uporabljal in tako naprej, in tudi kot posameznik si odgovoren. In zadeva ni idealna, nikjer po svetu ni, ampak to je javni zdravstveni sistem, tako da treba je deliti javni tržni. Ne, javni tržni, ja, ga imajo Avstrijci, dvojni. Meni ni to dober, kar Nizozemski, morda smo ga sposobni. Tudi to, kar vi predlagate, je rečemo norveška rešitev, da če že to je ad hoc rešitev, ki jo jaz sicer pozdravljam, dokler sistema ni, če ne dobiš v ta pravem času v javnem, greš lahko v zasebnem, ker se plača toliko, kar javna zavarovanca določi ceno. Ne. Sej, zdaj imamo to možnost, a veste, izkoriščajo bogati. V tujino gremo. Gremo in to samo bogati znajo. A veste, ne revni. Revni ne ve, da gre lahko v Avstrijo, pa da mu kdo pomaga, da gre v Avstrijo, pa da bo zavarovanca naša plačala. Ne vejo. Tako da ta sistem, kot ga imamo mi, je tako nepravičen, primarno za revne. Lejte, jaz sem tudi tisti, ki imam lahko usporedno dodatno zavarovanje in ga plačujem. In plačam 160 evrov za celo družino, da se razumemo. Vse specialiste, živ sem zato, ker sem imel tudi v času COVID-a to zavarovanje, da sem šel lahko v usporeden tržen sistem. Za nekaj, kar že tako plačam. 160 evrov. A veste, koliko pa plačam za javnega mesečno? 800 evrov. Ja. A ni to zanimivo? Na leto 10 evrov. Ja, ne? No, bomo na tej točki končali. Očitno bo zdravstvo, čeprav je bilo prioriteta vaše vlade, tudi na mizi nove vlade, kakršnekoli že bo, zaenkrat še ne vemo, kakšna bo, a ne, ugiba se, morda bo gospod Golob uspel sestaviti še enkrat, ali se bo gospod Janša odločil za to, da bi šel v teh razmerah po mandatarstvo. Bomo videli, zahvaljujem se vam za to, da ste se odzvali mojemu vabilu. Za konec bi pa prebrala še en stavek, ki mi je zelo všeč v tej živčnosti, ki jo opazujemo te dni. Živčnost pred izgubo oblasti ni strah pred nasprotnikom, temveč strah pred trenutkom, ko se pokaže, kakšna je bila tvoja oblast v resnici. Se vam zahvaljujem za pozornost, če ste bili z nami, vidimo se spet čez 7 dni.